Če ste spremljali to leto in 2 meseca mojega predsednikovanja tukaj v palači, ste zagotovo zasledili, da veliko pozornost posvečam ženskim politikam, tudi v organizaciji Združenih narodov, o tem govorim, kadar le lahko. Sem ena od pobudnic tako imenovanega Gender Alternation na poziciji predsedujočega generalne skupščine organizacije Združenih narodov. Drugo leto bo 79, odkar organizacija Združenih narodov obstaja, in v sedanjih 78 jih je 74krat generalno skupščino vodil moški in samo 4krat ženska. Skratka, tudi organizacija Združenih narodov more ne samo, da veliko govori o ženskih politikah, feminizmu, feministični politiki, se na neparim damam zelo prav, da jih upozorimo, da sami niso ravno nego svetu vzor. Tako da upam, da bomo s tem predlogom prodrli naprej. Nas podpira tudi kar nekaj moških, kar je zelo v redu. Kar se Slovenije tiče, lansko leto, super volilno leto, oziroma ne leto 22, mislim že 2024, ko je vendarle na 3 pozicijah pristala ženska, kar v zgodovini Slovenije nikoli ni, in sicer na mestu zunanje ministrice, na mestu predsednice državnega zbora in prvič v zgodovini na mestu predsednice republike. Jaz upam, da bomo metri lahko nek vzor dekletam, ženskam, ženam, ki prihajajo za nami, da bodo zbrali dovolj poguma, se odločili tudi za pot v politiko. Vse nekaj časa že orjejo to poslanke, številne ministrice, ne nazadnje županje, eno imamo danes tudi med nami, tudi redka dobrina med župani oziroma županjem slovenskih občin. Zakaj je pravzaprav tako zelo pomembno, da smo ženske prisotne v družbenem in političnem življenju, strokovnem, znanstvenem, gospodarskem? Malo drugače razmišljamo, ne? In tak yin in yang je. In jaz vedno pravim, da je vsaka družba, vsaka država zelo nespametna, če zanemari polovico svojega potenciala. To namreč ženske predstavljamo, to je dejstvo. V organizaciji Združenih narodov so žal izračunali, da če bomo pustili tako, kot je, vse nekaj smo že naredili kvote za kotirajoče delniške družbe, to je eno pravilo Evropske unije, kvote na volitvah po principu zadrge, Romana bo vedela več povedati, kako se ženske daje še vedno na neizvoljiva mesta, ne, čeprav pravilo obstaja. Ampak korak po koraku, če pa nič ne bomo naredili, so pa v organizaciji Združenih narodov izračunali, da bomo naredili še 140 let, da bomo vsaj približni enakopravne z moškimi. Zdaj, morda še pojasnilo, velikokrat slišite morda enakost, enakopravnost, gender equity, gender equality. To sta dva termina. Razliko med tema dvema morda najbolje lahko ponazorim z enim stavkom. Gender equality, torej enakost, je takrat, kadar vsem damo en par čevljev. Če pa želimo poštenost oziroma enakopravnost, moramo pa dati takšen par čevljev posamezniku za njegovo številko nogo. In ravno tako je potrebno pri ženskah včasih malo prilagoditi vse skupaj. Velikokrat, predvsem od kakšnih moških šovinistov, slišam, ja, pa pejte kopati v rudnik, ne, se imate mišic. Jaz tukaj imam tudi en izraz, s katerim lahko ponazorim, da ne govorimo o istosti. Ne. Ja, nimamo takšnih mišic kot moški, zagotovo imamo pa take možgane in sposobnosti za marsikaj drugega, če že v rudnik, pa tudi tam je pač zmoga, če smo čisto iskreni. Skratka, na vsaki od nas je, da o tem govorimo, da nismo tiho, da spodbujamo tiste, ki prihajajo za nami, da se odločajo, da so pogumne. Veliko je na starših, na mamah in očetih, da spodbujajo svoje hčere pri njihovih sanjah, ne pri sanjah mame in očeta. Velikokrat, ko se pogovarjam, zdaj že tudi drugo leto hodim na inženirko leta, recimo, pogovarjam z inženirkami, če bo tako zelo proti, ne vem, jaz med strojni inženirje ali pa med elektroinženirje. Ampak na koncu sem ga vendarle prepričala, da si to iz srca želim in evo, tudi v teh poklicih, ki so bili izrazito moški poklici, imamo danes izjemno sposobne ženske. Vi ste letošnji cvetober izbora
za Slovenko leta. Jaz že vnaprej, čisto vsaki med vami, čestitam za vse, kar ste naredili v letu 2023 in v letih prej tega privilegija, da ste med Slovenkami leta zagotovo niste pridobili in si zaslužili samo z enim letom, ampak je to karijera, ki traja zelo dolgo pri nekaterih, pri naših malo manj, ampak vseeno, eno leto ni dovolj, da pokažemo, da znamo in zmoremo. Skratka, iskrene čestitke, 35-tič je letos, Melita, če sem si prav zapomnila, tudi evo ena okrogla obletnica. Jaz upam, da bo tvoja revija zdržala ta tempo vsako leto, ker če nič drugega, takšne akcije prinesejo neko vidnost, taj par dni okrog tega se malo govori o nas damah, vmes pa same, zavita rokave, nabrusiti jezike. Za Tanja Korbarina, veste, da Tanja Korbarina znana hrvaška novinarka in so ji rekli, da nima dlake na jeziku, in sicer zakaj? Zato, ker redno depilira ustno botrino. To je tisto, kar ženske moramo početi, bistveno bolj uglajene smo v govoru, vsaj večina nas. In ta kultura dialoga je tisto, kar je meni izjemno blizu in pri srcu. Mene ne boste slišali govoriti sovražno, žaljivo, znam reči bobu bob, ampak nikoli na žaljiv način. In mislim, da je to bolj v ženski duši kot v moški. Če pogledamo samo slovensko politiko, kaj ne rečem, preveč testosterona je v tem okolju, moramo tudi malo naše energije zraven. Skratka, hvala še enkrat. Hvala, ker ste se odzvali po vabilu. Letos bomo naredili še nekaj novega, se mi zdi prav. Bom tudi povedala, zakaj. Tu je moj soprog, Aleš, ki se je posvetil malce reorganizaciji predsedniške palače. Ena druga duša je v tej palači, kot je bila prej, pa tudi s prejšnjo energijo, da me ne boste narobe razumeli, ni bilo nič narobe, ampak recimo, kaj je bila moja prva stvar, ko sem jaz prišla v palačo, so spreham po palači in gledam, kje so zaveste, zakaj zaveste do Alicijo. Ena gospodinja sem danes. Potem je Aleš prišel in rekel, te slike pa napašajo. Privilegij visokih državnih institucij je ta, da si lahko od državnih muzejev izposobimo vse, kar je na razpolago v depojih. Aleš vam bo danes razložil, ko vas bo peljal čez palačo, kaj so tiste spremembe, ki so v glavnem Aleševo delo, moje so zavese. Skratka, letos smo se odločili, da vam ponudimo en tak 40-minuten ogled palače, da ne boste videli samo zlatega salona in stopnic, kjer se bomo slikali in kristalne dvorane, ampak vam bo Aleš pokazal še ostale protokolarne prostore. Ni jih veliko, majhna palača je skromna palača, ampak jaz tukaj neskončno uživam, ker imam eno energijo, tudi prostor sam, energijo, ki mi jo daje za moje delo. Upam, da boste tudi v ogledu palače uživali. Potem se pa vidimo na sami prireditvi v Cankarjevem domu. Še enkrat iskrena hvala. Spoštovana gospa predsednica, res je, skozi vsaka leta je narejen v predsedniški palači za naše cenjene kandidatke pisano tradicijo, ki se je tudi vi, niste in ne verili in na Jani čutimo seveda, da je to predvsem priznanje njihovemu odličnemu delu, ampak vse malo pa mogoče tudi podpora našemu ustrajanju, zato tudi hvala. Res danes želimo 35. Slovenko leta in vam se lep večer začne. Rožic sem pa vedno vesela. In zadnja stvar, ki bomo pogledali tukaj, je pa to je pa zakladnica torej Čojzova pisalna miza. Dejanska Čojzova pisalna miza, ki je posodila Jana Valenčič, naslednica družine Naglas, ki je sodelovala na dražbi, ko so Čojzi pred drugo svetovno vojno razprodali svoje pohištvo na gradu Brno. Vsaka stvar, ki je tukaj gor, pove nekaj v Sloveniji. Čojzova je izjemno pomembno za razvoj znanosti in umetnosti, praktično vsi temelji so mi postavljeni na njegovem znanju. Tam nazadnje je odprta njegova biografija s podobom in vidite dva vzorca
pod steklenimi zvonovi. Ti pa sta iz originalne Zoisove zbirke. Oni imajo tako pomembno mineraloško zbirko, da so zaradi nje ljudje prihajali v Ljubljano, da so si jo ogledali. Na nekoliko močverjali tereni. Odločitev je bila 1895 sprejeta, 1897 vsa Slovenija že narejena in je bil na začetku leta položen temeljni kamen. Leti še niso tako zelo pomembne kot razmahni, ko ste želi. Potem so naleteli na dva problema. En je bil to, da je bil močverna teren, če pomeni, da je bilo treba temelje zelo dobro postaviti, drugi je bil, da se je postavila na mesto nekdanje Emone, so je potem šli spopavljati. Skratka, začeli so leta 1897 na začetku leta. Konec prihodnega leta je bilo podano prvo uporabno dovoljenje, v prvih 2 letih so imeli končno uporabno dovoljenje